Pozdravljeni. Neplodnost danes prizadene že vsak 6. par. Sodobni način življenja, stres, starost in okoljski dejavniki vplivajo na plodnost obeh spolov. O vzrokih, možnostih zdravljenja in soočanju z neplodnostjo danes govorim z ginekologinjo, primarij magistro Uršo Rež. Dobrodošli, pozdravljeni. Ja, pozdravljena, hvala za vabilo. Z veseljem. Kaj je neplodnost? Kateremu paru zdravniki rečete, da ima težave s plodnostjo? Ja, po definiciji je neplodnost, ko ob rednih spolnih odnosih 2 do 3-krat na teden v obdobju 1 leta ne pride do uspešne zanositve. To je klasična definicija. Zdaj, če je ženska stara več kot 36 let, govorimo o neplodnosti, če ne zanosi že v obdobju 6 mesecev. Je pa v svetu ta definicija, klasična definicija se razširila. Pristopa se k zdravljenju tudi neklasičnih parov, ženske in moškega, partnerja, ampak so tukaj v zdravljenju vključene tudi samske ženske, vključene tudi ženske v istospolni partnerski zvezi, tako da Združenje za humano reprodukcijo Amerike je to definicijo razširilo, da se pomaga tudi tem. Pa pri nas se v Sloveniji? Pri nas je bil letos, v juniju 2025, sprejet ta zakon. Zakon, ki omogoča zdravljenje neplodnosti, oploditev z biomedicinsko pomočjo, tako imenovano je Proveto, tudi samskim ženskam in ženskam v istospolni partnerski zvezi, torej lezbikam, vendar zaradi neznanega razloga zaenkrat ni še v uradnem listu, tako da se še ne izvaja. Torej jim še ne morete pomagati, verjetno pa vas povprašujejo. Ja, povpraševanje je v ambulanti, bo pa problem tudi v praktičnem izvajanju tega zakona. Zakaj? Ker v Sloveniji nimamo dovolj donorskega semena. Tudi za naše klasične pare, kadar gre za moško obliko neplodnosti, hudo obliko moške neplodnosti, kjer potrebujemo donorsko seme, je problem že za te klasične pare. V Sloveniji tega ni dovolj in ko en donor, ko pride do zanositve v 2 družinah z enim donorskim semenom in rojstvom tega otroka, tak donor ne more biti več donor. Tako da bo potrebno na druge načine reševati ta problem donorskega semena, ki bo omogočal tudi tem ljudem, da pridejo do željenega otroka. Tudi tako, da se donatorji dobijo iz tujine oziroma? V večini držav si pomagajo na take načine. Kdaj govoriva o neplodnosti? Pri ženski ali pri moških? Kakšni so razlogi za neplodnost? Vzrokov je več. Nekje 30% vzrokov je na strani ženske, 30% na strani moškega, 30% je pa kar na strani moškega in ženskega, tako da sta oba udeležena pri vzroku. Še vedno je pa nekje 10% parov, pri katerih pa z znanimi diagnostičnimi metodami ne uspemo odkriti kakšnega pomembnega vzroka, ki bi vplival za neplodnost. Je pa res, da eni vzroki so absolutni, eni pa relativni, a ne? Absolutni vzrok je, na primer, če oba jajcevoda sta neprehodna, ne obstaja nobene druge možnosti. Tudi če v semenski tekočini ni nobenega semenčica, v takem primeru gre za absolutni vzrok in je potreben pristop takojšen. Večina vzrokov za neplodnost pa je relativnih. Več manjših vzrokov, ki se seštevajo, rezultirajo v tem, da je verjetnost za zanositev manjša. Tako da zdaj sama beseda neplodnost je včasih kar malo težka, ker to ne pomeni, da ne more priti do zanositve, ampak v večini primerov je zmanjšana verjetnost. Kako pa, kdaj torej par, če v enem letu rednih spolnih odnosov ne zanosi, ženska se potem oglasi k vam? Takrat se začnejo preiskave in kdaj se potem odločite, da začnete pomagati? Verjetno nekomu najprej s kirurgijo, nekaterim pa že verjetno s kakšnim izmed postopkov?
Odvisno je v indikaciji, odvisno je vzrokov neplodnosti. A ne? Tako kot smo rekli, če po enem letu rednih spolnih odnosov ne pride do zanositve, pri starejših ženskah že te preiskave začnemo delati po 6 mesecih. Zdaj v večini primerov si želimo, da prideta na preiskave oba. Se pa zgodi, da pride ženska, najprej prej moški, ločeno, vsekakor se te preiskave vrstijo glede na invazivnost. Pri ženski pogledamo usmerjeno diagnostične same rizične faktorje, anamnestične podatke, naredimo usmerjeno ultrazvočno preiskavo rodil s 3D ultrazvokom, tako maternice, jajčnikov, izključimo razvojne nepravilnosti, štejemo število antralnih foliklov, volumen samega jajčnika. Pri moškem pa je eden izmed glavnih pokazateljev plodnosti, poleg anamnestičnih rizičnih dejavnikov, pregled semenske tekočine. Ko imamo vse več teh pokazateljev, a ne, pri ženskih gledamo tudi hormone, klasičen te spolne hormone, in če je v redu seme, potem pri ženski opravimo tudi pregled jajcevodov. To je ultrazvočna preiskava, pri kateri z kontrastom, ki ga vbrizgamo v maternično votlino in v jajcevode, z 3D ultrazvokom preverimo, ali so jajcevodi prehodni ali ne. Tako da se diagnostične preiskave stopnjujejo glede na invazivnost in glede na vzroke, ki jih tudi zaznamo, bodisi s hormonske slike, bodisi ultrazvočno, in če obstajajo vzroki, dovolj pomembni vzroki, pristopimo tudi k operativnemu načinu zdravljenja, na primer histeroskopija, to je pregled z kamero, kjer si pogledamo notranjost maternične votline in iščemo potencialne vzroke. Ali pa laparoskopija, to pa je operativni poseg, pri katerem z kamero preko popka pogledamo trebušno votlino z zunanje strani. Je včasih, so že ti kirurški postopki dovolj, da potem ženska sama zanosi naravno? Zdaj, kirurških postopkov se vse manj uporablja. Uporabljajo se samo v primeru, ko ultrazvočno ugotovljivo sumljive dejavnike, kjer ocenimo, da bi laparoskopska operacija lahko doprinesla k sami spontani zanositvi. Na primer, pri obsežni endometriozi, pri sumu na zarasline, pri večjih miomih, sicer pa postopamo zelo konzervativno, veliko načinov zdravljenja je zdaj manj invazivnih, zdravimo lahko z hormoni, z samimi stimulacijami ovulacije, tako da sledimo načinu čim manj invazivno za čim več rezultati. Kdaj se potem odločite za postopek IVF-a in kakšen je to postopek? Zdaj, če so izčrpane vse te možnosti hormonskega načina zdravljenja, samega spodbujanja ovulacije, podpore same sluznice, operativne tehnike, in če so izčrpane vse te možnosti, pa ženska še ni v tem obdobju diagnostike in enostavnih načinov terapije uspela zanositi, potem takemu paru priporočamo IVF postopek, oploditev z biomedicinsko pomočjo. In kakšen je to postopek? Ta postopek je postopek, v katerega morata privoliti oba. Zahteva tudi eno angažiranost, predvsem strani ženske, žal je temu tako. Poteka tako, da sama stimulacija jajčnikov se začne z 2. dnevom menstruacijskega ciklusa. Za stimulacijo uporablja zdravila, ki se dajejo subkutano, to so gonadotropini, ki stimulirajo jajčnik. Ob tem ginekologi sledimo ultrazvočno, kako sam jajčnikov reagira, štejemo folikle, gledamo velikost teh foliklov, gledamo odziv same sluznice, in ko te folikli dovolj zrastejo, primerne velikosti, damo za končno dozoritev jajčnih celic tako imenovano štop injekcijo.
Čez 1 dan in pol sledi sama punkcija, le-ta se upravi pod lokalno anestezijo, pod kontrolo ultrazvoka in na ta način se spunktirajo folikli. Embriolog v laboratoriju potem v tej folikularni tekočini išče jajčne celice. Na ultrazvoku nikoli ne može videti jajčne celice, to so majčkene celice, vendar v folikularni tekočini pod mikroskopom se tako 200-mikronsko jajčno celico najde. Na dan punkcije da gospod partner seme in na ta dan se v laboratoriju opravi oploditev. Klasična oploditev IVF, v težjih primerih moške neplodnosti pa se izvaja tako imenovana intracitoplazmatska spermalna injekcija, kjer embriolog izbere najboljše semenčice po samem morfološkem izgledu, glavice, repka in vratu in le to semenčico vbrizga v citoplazmo jajčne celice. V laboratoriju se potem zarodke goji 2, 3, 5 dni in če le ti zarodki kažejo potencial rasti, da se celice delijo, se potem gospo naroči na prenos zarodkov. Le-ta se naredi 2. ali 3. ali 5. dan ciklusa. Takrat embriolog poroča, kaj se je v laboratoriju dogajalo in skupaj z parom se odločimo, koliko zarodkov bomo prenesli. Kakšna pa je uspešnost, na primer, pri enem takšnem postopku? Zdaj, uspešnost je izredno največji dejavnik je sama starost ženske. Zakaj? Ker starost ženske nam določa, koliko jajčnih celic bomo dobili, kakšna je njena ovarijska rezerva in predvsem tudi kakšna je kvaliteta. Starejše ženske imajo slabšo kvaliteto jajčne celice, manj se jih oplodi, manj je kvalitetnih zarodkov in tudi če pride do zanositve, je lahko več spontanih splavov. Zakaj? Zato, ker pri starejši jajčni celici je lahko tudi več kromosomskih napak pri sami oploditvi. Do teh napak pride tudi pri spontani zanositvi doma, tudi starejše ženske, ki zanosijo spontano, imajo lahko več spontanih splavov. Ravno tako tudi pri epruveti in sama epruveta ne predstavlja povečanega tveganja za kromosomske napake. Tako da uspešnost je močno odvisna od starosti ženske. Uspešnost na prenos zarodkov je drugačna, ki je 25-30% za zanositev. Če imamo pa žensko, ki je stara več kot 40 let, v takem primeru pa so uspešnosti bistveno manjše, manj kot 10%. Ena stvar je sama zanositev, druga stvar je pa donositev, ker naš cilj je rojstvo zdravega otroka, donošenega do termina. Sam spontani splav je pač eno upanje, ni pa končen rezultat, ki si ga želimo z obeh strani. Kolikokrat pa lahko ponovite takšen postopek pri eni ženski? Zdaj, po zavarovalniških kriterijih vsaka ženska lahko opravi 6 postopkov. Mi kot koncesionarji nimamo te možnosti, tako da mi izvajamo same postopke žal samo samoplačniško, čeprav imamo vse kapacitete, da bi jih lahko opravljali tudi na zavarovalnico, vendar žal temu zaenkrat ni tako, tako da v našem primeru so vsi postopki, ki jih izvajamo pri nas, samoplačniški. Sicer pa ima ženska v Sloveniji možnost in je upravičena do 6 postopkov IVF-a. Koliko so ti postopki naporni za žensko, kako vplivajo na njeno razpoloženje, na njene telo? Verjetno to niso enostavne stvari. Ja, postopki, sam fizični napor, bi jaz rekla, da ni tako zelo naporen. Ženska lahko normalno hodi v službo, morda edino na dan punkcije, transfera, takrat je zelo svetujem, da se doma počiva, predvsem po sami punkciji in tudi dobi bolniški stalež. Zdaj, da bi zaradi tega, ker bo doma počivala, ležala do rezultata, kar se tiče nosečnostnega testa, ki se naredi 14 dni po samem prenosu zarodkov, da bi v tem času samo doma ležala, ni nobenih dognanj, nobenih strokovnih poročil, da bi zaradi tega uspešnost za zanositev bila večja.
Zato priporočamo ženski, da normalno hodi v službo, opravlja redna opravila, morda le odsvetujemo kakšne ekstremne športne aktivnosti. Tako da ta fizični del je morda vključen v redno življenje. Zdaj, kaj pa ženske zelo težko prenašajo, to pa je dejstvo, da ne uspejo biti noseče tudi po večjih postopkih. To pa je psihološko zelo naporno. Ja, včasih v kakšnih filmih pa knjigah preberem, vidim, da so ženske, da zaradi tega, ker morajo si toliko hormonov inicirati, da so potem zaradi tega, tako ko bi bile skozi v enem PMS obdobju, da se zaradi tega slabše počutijo, ampak verjamem, da je za njih najtežje ta čustvena. Kako jim lahko vi kot ginekologinja paru pomagate pri tem, da jih čustveno malo razbremenite? Ja, v bistvu kar nekaj je takih parov, ki ima za sabo kar veliko postopkov, pridejo tudi na druga mnenja. Zdaj pri teh parih, kar se tiče medicinskega gledanja, priporočamo tudi dodatne diagnostične preiskave, bolj poglobljene preiskave, ki se v rednem delu ne izvajajo in jih tudi naša zavarovalnica ne plačuje. Tako da po večjih prenosih zarodkov dobre kvalitete, celo morda po prenosu doniranih zarodkov, kjer je sigurno dobra kvaliteta, ker je to mlada zdrava jajčna celica, pa še vedno ne pride do zanositve, takrat priporočamo dodatne preiskave, kjer v biopsiji sluznice ugotavljamo, kaj bi bili dodatni potencialni vzroki. Tako se delajo testi ERA, EMA, ELISA, Natural Killer in probamo na ta način ugotoviti, ali so kakšni dodatni vzroki. Kar se tiče pa tega psihološke podpore, je žal v ambulanti, žal ni toliko, ker tudi časa ni toliko. Je pa tukaj zelo pomembna podpora samega partnerja, da skupaj gresta v to stvar. Neplodnost je ena taka stvar, kjer fenomen v medicini pravzaprav, kjer sta vključena oba. Je vključen oba para, torej moški in ženska, in tukaj ne gre za krivdo, kdo je tukaj doprispeval več ali manj, ampak tukaj za to, da pristopata, zdravita se oba. In tako je tudi prav. Zdaj so tudi skupine parov, ki si med seboj pomagajo. Zelo velikih je v okviru teh raznih socialnih omrežij, v zaprtem tipu so in si med seboj izmenjajo razne informacije. Tukaj kroži tudi ogromno informacij o možnosti zdravljenja v tujini. Namreč v Sloveniji po Fertility Barometru smo nekje med tistimi državami, ki smo bolj restriktivne, ne omogočamo dovolj načinov zdravljenja, tako da veliko parov si pomaga tudi z zdravljenjem v tujini. Tako da znotraj teh zaprtih skupin si med sabo kar nekaj pomagajo. Zakaj pa Slovenija ne omogoča širšega spektra zdravljenja neplodnosti? Ja, zdaj tukaj problem so donirane ciklusi, ki se v velikem deležu v Evropi izvajajo. Rečemo v Angliji, na primer, je delež teh, dajmo reči, samo zdravljen samskih žensk predstavlja več kot 10% vseh IVF postopkov. Pri nas je problem v tem, da pravzaprav zakon dopušča donirano jajčno celico, dopušča tudi donirano seme, vendar v praksi se to ne izvaja, ker nimamo niti dovolj donork, niti dovolj doniranega semena. Tako da za te oblike zdravljenj se ljudje odločajo in potujejo v tujino. Ker so seveda to na lastne stroške. Ja. Potem. Pacienti poiščajo, ne? Seveda. Tisto, kar rabijo, poiščajo in pravzaprav, če v lastni državi ni možnosti, poiščajo variante tudi drugje. Kar je edino pravilno. Ne? Rekli ste, da je 10% nepojasnene neplodnosti, se pravi, da ne najdete nič fizičnega, da je s parom. Zakaj po vaše pride do tega, da
da pride do te nepojasnjene neplodnosti in ali res drži, da se včasih potem, če zamenja ženska partnerja, da gre v neko drugo zvezo, zanosi lažje, ali pa, na primer, po posvojitvi otroka potem pride do naravne zanositve. Kako si to razlagate? Ja, zdaj v tej kategoriji nepojasnjene neplodnosti je lahko skrit tudi stres različnih stopenj, ki ga žal ne znamo pravilno zmeriti. Tako da nimamo kamere na samem semenčecu, nimamo kamere na jajčni celici, kje v procesu se dogodi ta kompleksen dogodek in kje nekaj ne štima, da pravzaprav ne pride tudi po, ne samo spontano, ampak tudi po načinih, kjer pomagamo z oploditvo z biomedicinsko pomočjo. Tako da teh vzrokov še vedno ostaja. Zdaj, sama menjava partnerja, pač to mi ne priporočamo, ampak če se zgodi, je pa lahko tako, da pravzaprav ima ta partner boljše okoliščine, da ima manj dejavnikov tveganja. To pa se lahko zgodi. Kar se tiče pa tega tretjega, ki si omenila, da pravzaprav, ko se par sprosti po nekaj letih, celo pride do spontane zanositve, je pa dejstvo da rečemo pri policističnih jajčnikih je problem same ovulacije pri mladih. Z starostjo se te policistični jajčniki metabolno nekoliko izboljšajo in je večja verjetnost za ovulacijo. Ženska kot mlada je imela težave, nikakor ni mogla spontano zanositi in je imela občutek ali pa vedenje, da je neplodna, ampak starostjo so se ti jajčniki metabolno nekoliko izboljšali, to je biološki proces in celo lahko pride do zanositve, za katero niti ni računala. In jo preseneti. Narava pač se obrne tudi drugače. Ja, res. Ženske si že kar nekaj časa prvega otroka malo potiskajo v starejše obdobje, se pravi obdobje, ko so ženske rojevale pri 20-25 je že pozabljeno, zdaj se je starostna meja pomaknila. Kaj vi svetujete svojim pacientkam, ki pridejo k vam? Kdaj je po vaše, po biološko torej, bi bil najbolj ugoden čas za zanositev? Ja, zdaj starostna doba za prvega otroka je pri nas v Sloveniji nekje 29 let, a ne? Tako da se viša, postopno se viša tudi v svetu. Idealna starost je spraven takrat, ko je ženska fizično, čustveno in telesno zrela. Najbolj idealno, da jim reči z medicinskega stališča, je med 20 in 30 letom starosti, seveda, če so omogočeni tudi pogoji. V današnjem svetu je težava tudi v tem, da marsikatera ženska ne najde partnerja. Sami mladi se ne odločajo za otroka. Gledajo, prioritete so postale druge. Imamo tako imenovane DINK skupine Double Income No Kids, kjer partnerja pravzaprav živita od dobre plače in si ne predstavljata, da bo to delila še s kom. Tako da ti trendi se spreminjajo, žal, in sama rodnost pade. To se dogaja po celem svetu, predvsem v Ameriki, v Evropi, v sodobnem svetu je ta padec rojstev drastičen. Tudi v Sloveniji, ne nazadnje, lansko leto smo zabeležili najnižja rojstva v zgodovini Slovenije in še naprej padajo. Tako da treba je tudi povedati, da znotraj teh rojstev po statistikah Statističnega urada je kar malo manj kot 20% takih, ki so tujke, ki so pri nas rodile. Drugače bi bil ta padec rojstev še večji. Tako da splošno je stanje v družbi taki, da se manj odločajo za imeti otroka ali imeti otroka kasneje, odlagajo to materinstvo ali pa ne najdejo partnerja. In danes je ta fertility rate, to je ta plodnost, ki pomeni, koliko otrok povprečna ženska rodi. V Sloveniji je nekje 1,5. To pomeni, da povprečna ženska v Sloveniji rodi samo enega
otroka in pol, kar ne zagotavlja populacije. Tako da potrebno bi bilo vsaj 2,1, da bi se sama populacija ohranjala. Tako da Evropa leze vase, tudi v Sloveniji, če ne bomo nič storili, pri nas še toliko bolj, ker nas je po številu manj, se bomo pogreznili vase. Zaskrbljujoče zveni. Ja, zaskrbljujoče. Zdaj, k temu se da na preventivne načine pristopati. To izvajajo že skandinavske države, one so najbolj napredne v tem osveščanju o sami plodnosti, rodnosti, kaj se dogodi z oddaljevanjem same plodnosti, omogočajo tudi tako imenovani social freezing, da se jajčne celice zamrznejo že prej za kasnejše potrebe, a ne? In seveda tukaj pristopajo tudi državne inštitucije, ki omogočajo mladim dobre pogoje za imeti otroka. Torej omogočajo, da imajo sama stanovanja, službe, ginekologi pa pristopajo z tem ozaveščanjem mladih. In skrbijo za to, da fertility rate ne pada več. Veliko parov tudi čaka na nek idealen čas, reče, samo da bova imela službi, samo da bomo še napredovali, da bova imela stanovanje, da bova imela, leta pa tečejo noro. Zelo hitro se zgodi, da si proti 40 in si še vedno brez otroka, če pa se potem pojavi težava s plodnostjo, se pa to potegne že nad 40, kar vi pravite, da je potem pa že kar težko pomagati. Ja, res je. Če ženska odlaga to svojo željo po imeti otroka zaradi različnih vzrokov, tukaj treba povedati, da včasih ni njena volja, včasih tudi nima partnerja, ali pa da je pristopila kasneje, takrat so te možnosti zdravljenja omejene. Predvsem zaradi tega biološkega faktorja, da zaenkrat ne znamo pomnožiti jajčnih celic. Zaenkrat ne znamo kvaliteto jajčnih celic, ki je stara 40 let, izboljšati. Lahko v preventivne namene z tem social freezingom dovolj zgodaj ženska zamrzne jajčne celice, ki se nahajajo v tekočem dušiku in takrat so biološki procesi ustavljeni. In se ta jajčna celica ne stara. Seveda je to potrebno dovolj zgodaj narediti, ko ima količino dovolj veliko, zaloge jajčne celice in ko je kvaliteta jajčne celice še dobra. Tako da tega social freezinga v svetu se veliko odvija, predvsem zaradi teh razlogov, da bi morda kasneje, ko bo dobila partnerja, lahko se to jajčno celico uporabili v postopkih umetne oploditve, če pa tudi v tem času ne bo uspela pridobiti partnerja, pa se to jajčno celico v postopkih epruvete lahko oplodi z doniranim semenom. Tako da te je to mogoče se... tudi pri nas v Sloveniji, ta social freezing? Social freezing se v praktičnem smislu ne izvaja. Pri nas se izvajajo zamrzovanja jajčnih celic v medicinske namene, torej pred kemo, radioterapijo, pred kakšnokoli terapijo, ki bi škodljivo delovala na spolne celice. Zamrzuje se tudi seme, pri raku testisa se pred tem seme lahko ravno tako zamrzne, tako da pri nas genetske celice zamrzujemo v Sloveniji samo v medicinske namene. Tako imenovani social freezing pa se žal ne izvaja. Še rečva, da se enkrat pa tudi bo pri nas moral glede na stopnjo rodnosti, ki jo imamo v Sloveniji. Kako vi kot strokovnjakinja, ginekologinja gledate pot para, ki gre skozi neplodnost, pa reciva, da niste uspešni pri pomoči. Kaj to za vas pomeni? Kako se vi počutite ob tem? Ja, obstajajo razlogi. Mi v danih okoliščinah probamo narediti največ, kar se da za tak par. Zdaj, ko so iztrošene vse možnosti, tukaj govorim predvsem, kadar so jajčne celice stare in slabe kvalitete, pač takemu paru ponudimo tudi druge načine zdravljenja, ki niso v prvotni liniji. Največkrat pač se v takem primeru, kadar gre za toliko neuspešnih postopkov,
Potem predlagamo donirane jajčne celice, to je preskok v sami terapiji, ampak teh postopkov z doniranimi jajčnimi celicami je v svetu vse več. Rečemo, kjer so mogoče, naprimer na Češkem, Slovaškem, predstavljajo tam 20 do 30% vseh postopkov IVF so samo postopki z doniranimi jajčnimi celicami. Tako da vsi ti otroci, ki so rojeni z jajčno celico donorke. Ženska donosi, ima svojega otroka, par ima svojega otroka, pač v danih okoliščinah, ko so iztrošene vse ostale možnosti zdravljenja z lastnimi celicami, preostane nam, zdravnikom, da ponudimo le to. Kaj bi svetovali mladim ženskam, ki naju gledajo, kako naj se lotijo načrtovanja družine? Rekla bi tako, da je fino, če so le okoliščine, da dovolj zgodaj, da pač perfektnega časa ni idealnega časa, ker je vedno kaj še za postoriti, da je škoda, da se odlaga to materinstvo na višjo starostno obdobje, ko niso zagotovljene možnosti, in da če se ugotovi vzroke, da ne bo strah IVF postopka. Taki postopki se izvajajo že več kot 40 let, rojenih je že več kot 10 milijonov, 13 milijonov otrok, to so zdaj že odrasle osebe na ta način, tako da to so varni postopki in predstavljajo za žensko manjše strese, kakor včasih, tako da bi rekla, da ko so seznanjeni z vsemi temi stvarmi, da naj pristopijo in naj ne čakajo. Prav, najlepša vam hvala. Prosim, hvala lepa za povabilo. Z veseljem. Najpomembnejše sporočilo pa ostaja. Nihče na tej poti ni sam. Vsak par ima pravico do strokovne obravnave, spoštovanja in časa, ki ga potrebuje, da pride do svojega cilja. Pazite na svoje zdravje in nasvidenje.